Vodilna ekipa lige je tokrat gostovala pri Kopru na Obali. Trener Vanoli je debitiral proti svoji bivši ekipi na Bonifiki. Prva kombinacija tekme za domače nogometaše, tokrat je podal Belima, Štromajer pa je prišel do strela, a zgrešil vrata Ljubljančanov. Prvi napad tudi za Ljubljančane, Kronaveter, ki je v letošnjem letu izjemno razpoložen, je tokrat meril mimo vrat Tomiča. Še napad za Koprčane, podal je Belima, strel Lokaja in odlična obramba Vidmarja, ki je žogo odbil nazaj v polje. Prvi polčas je bil kar izenačen in tudi Olimpija si je pripravila še eno priložnost, spet Kronaveter daleč, odlična obramba, tokrat za Tomiča, ki je rešil zadetek najboljšega strelca Olimpije v letošnji sezoni. Tole pa je že gol za Koper, 1:0. Datkovič je poslal žogo proti Štromarju in Koper se je znašel v prednosti v 36. minuti. Sam po duh je pred vrati ostal Jaka Štromajer in zatresel mrežo Ljubljančanov. Napaka v obrambi Olimpije in to je bila tudi kazen v obliki zadetka. Prosti strel na koncu prvega polčasa, žoga pred vrata in Zarifović je bil nekoliko premalo natančen. Drugi polčas in prvi napad za Koper, podal je Andrej Jašič, Loka je bil v lepi situaciji, a streljal visoko čez gol, potem pa kazen za Koprčane, izjemna podaja Radovića, Bobej pa zadeva za 1:1. Julius Bobej se je torej vrnil med najboljših 11 pri Olimpiji, Radović mu je poslal porabno žogo in Julius Bobej je izenačil na 1:1 v 53. minuti. Še napad za Ljubljančane, Bobej proti Radoviću, ta je streljal nekoliko z desne, odlična obramba Tomiča in le kot za zmajčke. Potem pa nova izjemna kombinacija Ljubljančanov, spet v vlogi asistenta Radović, tokrat pa je Klinar zadel za prednost Olimpije in preobrat v Kopru. Lepo je utekel prazen prostor, hitri Klinar, ki je dobil mesto med najboljšimi 11. Izjemna asistenca Radovića, še drugič na tekmi in Klinar je Olimpijo popeljal do prednosti. Do konca dvoboja napad Kopra za izenačenje, Belima je bil pred vrati in obramba Vidmarja. Po strelu tega Španca je ostala pri prednosti zmajčkov, potem pa še zaključek dvoboja in izjemna priložnost za Ljubljančane. Bobej je akcijo začel, potem pa Radović na desno in še enkrat je do žoge prišel Radović, izjemno preigraval, na koncu pa izjemna parada Tomiča, ki je preprečil povišanje prednosti na 1:3. Miroslav Radović je bil dobro razpoložen kot podajalec, dvakrat podal za gola Bobeja in Klinarja v tem drugem polčasu. Do konca lige še 4 krogi in pred derbijem prihodnji teden je Olimpija povišala prednost na 3 točke in še vedno ostaja prva. Bi rekel, samo neko energijo dodatno smo jim probali dati med polčasom, ker treba je bilo samo anulirati to, kar smo rekli pred tekmo. Se pravi, te protinapade, prekinitve, malo več agresivnosti, pobirati te druge žoge in iz teh situacij smo prihajali v priložnosti.